Pozdravljeni, sem Uršula, sem vedska astrologinja, torej astrologinja za Džotiš, sem tarot svetovalka in tudi intuitivni coach. Danes sem za vas pripravila napoved po tarotu in to kar za celo leto. Pogledali si bomo vsa področja. Posel, ljubezen in seveda tudi zdravje. Vmes bom pa seveda povedala tudi še kaj drugega, če bom videla, da je še kaj takega pomembnega, kar je prišlo ven. Drugače vas vabim, da se na moj kanal Uršula Zakrajšek, Orakelj luči, Oracle of Light tudi naročite, da ga všečkate, zato da bo to objavo videlo več ljudi. Torej, popolnoma je brezplačno, če se naročite na kanal, tako da vas lepo vabim. Drugače, bom za letošnje leto pripravila tudi napoved, torej po vedski astrologiji, po Džotišu in to splošno napoved in pa za vsa znamenja. Splošna napoved bo dostopna po YouTubu, napoved za vsa znamenja pa bo dostopna tistim, ki se boste prijavili na e-novičke. Torej bom prilepila v opis vse linke, pa se tam lahko prijavite na e-novičke, bodo pa v opisu tudi vse ostale informacije. Torej, pri gledanju bom uporabljala tarot, uporabljala bom tudi nekatere druge karte, seveda bom pa uporabila tudi moje karte Rosetta. Zdaj, moje karte Rosetta lahko tudi kupite na moji spletni strani oracleoflight.org. Link bom prilepila spodaj v opisu. Torej, letošnje leto 2023 je bilo leto 7, torej leto kočije. Naslednje leto, torej leto 2024, bo pa leto torej pravice, ker se seštevek leta pride v številko 8. Torej, to bo torej leto pravice. In seveda to leto zato prinaša v naša življenja uravnovešenje, torej ravnovesje, harmonijo in tudi potrebo po sprejemanju pomembnih odločitev, tako da bo to zelo, zelo dobro leto, ko boste lahko sprejeli neko pomembno odločitev, ki jo mogoče že dalj časa odlašate. Torej, kakšni pa bodo izzivi tega leta 2024, torej leta, ki prihaja? Torej, prvo bo to miselna ujetost v določene situacije, za katere imamo mogoče občutek, da nas držijo v šahu. Torej, te situacije so bolj kot ne miselno pogojene, to pomeni, da bomo imeli bolj občutek, torej to ne bo neko dejansko stanje, ampak bo bolj miselni občutek, da smo ujeti. Potem bo izziv tudi, da bomo lahko na trenutke izčrpani, izžeti, predvsem zaradi tega, ker ne bomo znali drugim postaviti meje. Torej, v tem letu se bomo to lahko naučili, kako drugim postaviti meje. In seveda, če bomo postavili meje, bomo potem lahko tudi zelo hitro napredovali, kar je pa dar tega leta, torej možnost hitrega napredovanja. Potem, torej, problem tega leta bo lahko tudi čustven umik, to pomeni, da se bomo lahko od nekaterih ljudi čustveno umaknili, če nam katere stvari v razmerju, naprimer, ne bojo delovale in če bomo čutili, da nismo uravnovešeni. To bo seveda za nekatere ljudi lahko precejšen problem, ali bi se pa lahko mogoče vaš partner, lahko poslovni, osebni, čutil nekako, da ste se od njega umaknili, čutil bi se mogoče zapostavljenega, tako da morate biti v tem primeru bolj previdni. Drugače bo pa seveda dar tega leta oziroma darova tega leta bosta pa seveda hitro napredovanje. Torej, če boste znali dobro postavljati meje drugim, boste potem lahko hitro napredovali. Poleg tega bo pa dar tega leta tudi delavnost. Torej, delavnost in seveda, če se boste skozi leto znali dobro uravnovešati, boste torej sposobni hitrega napredovanja in to vam bo seveda tudi na koncu omogočilo zelo dober delovni elan in seveda tudi uspešnost v ciljih, ki si jih boste zadali. Torej, to je mogoče ena tako kratek povzetek tega, kaj nam to leto 2024 in tale osmica, ki je konec seštevek tega leta, tudi prinaša. Zdaj, če želite vedeti, kaj bo to leto prineslo vam osebno, me lahko kontaktirate za tarot svetovanje, torej za osebno tarot svetovanje ali pa za osebno tarot analizo. Zdaj, pri tarot analizi določim vaš tarot profil, torej vidim vaše izzive, darove, vam to tudi razložim. Poleg tega pa vam preko tarot analize lahko pišem vašo celo življenjsko pot. Torej, pogledam v preteklost, sedanjost in tudi v prihodnost. Torej, zdaj pa lahko kar začnemo z izbiro kupčkov.
No, pa poglejmo, kateri kupčki bojo na voljo za izbirati, torej 1., 2., 3. in 4. 1. s temle vijoličnim kamenčkom in zlatim tarotom, 2. s temle zelenim kamenčkom in Rider-Waite tarotom, 3. s temle kamnitim sivim kamenčkom in pa egipčanskim tarotom in pa temle svetlo-zelenim kamenčkom in kozmik tarotom. Seveda bom pa pri gledanju uporabila tudi moje karte, tako kot vedno, to so karte Rosetta. Uporabila bom tudi angelske karte, ki ima malo skombinirane, in pa tudi mistični kipar bom uporabila pri tem gledanju. No, pa začnimo kar s prvo skupino, torej tisti, ki ste izbrali tale vijoličen kamenček in pa zlati tarot. No, pa poglejmo najprej, kaj se vam bo dogajalo na področju ljubezni. Ena karta je kar izskočila. Kaj se bo dogajalo prvi skupini na področju ljubezni? Prva skupina, torej vas prva skupina čaka kar veliko izbere v tem letu 2024, torej lahko boste izbirali med različnimi ljudmi, bom rekla, torej tle ne gre toliko za možnosti, kolikor gre bolj za to, da boste verjetno spoznavali več ljudi in boste tudi lahko izbirali med več potencialnimi partnerji. Torej, v preteklosti ste zelo želeli neko resno razmerje, torej to velja za samske, torej želeli ste se ljubezni, družine, tudi ste želeli, da toliko, kolikor dajete, tudi dobivate, medtem ko tisti, ki ste že v razmerju, ste pa večinoma delali torej na odnosih v družini. In tukaj ste se počutili kar v redu. Je pa mogoče bil problem glede dajanja in sprejemanja, torej da ste se učili, da ste učili sebe, da dajete toliko, kolikor dobivate, ali pa koga drugega ste želeli naučiti, da naj vam da mogoče več, kolikor dobite. Torej, šlo je za neko neenakomerno dajanje in sprejemanje med vami in vašim partnerjem oziroma osebo, ki jo imate radi. Lahko to velja tudi za družinske člane, torej da je bilo mogoče neenakomerno, so bili razporejene neka dela v družini. Torej je bilo neenakomerno dajanje in sprejemanje glede nekih del v družini, razporeditev nalog in podobno. Torej, trenutno samskim kaže, da ste precej nezadovoljni, torej, da imate sicer neko izbiro, ampak to bolj poteka vse na nekem intelektualnem nivoju, torej ne poslušate toliko srce, kolikor poslušate svoj razum in imate občutek, da če boste poslušali srce, da se ne boste prav odločili. Tukaj ste mogoče malo v razcepu, isto velja za vezane, ki so tudi v nekem precepu, ker ste nezadovoljni, mogoče razočarani, partner vas je na nek način razočaral ali pa vas, bom rekla, trenutno torej ne zadovolji vseh vaših potreb, posebej potreb po ljubezni, varnosti in ste mogoče zaradi tega torej malo obupani, tudi naveličani vsega. No? In lahko bi bila tukaj pri vas problem tudi kakšna odvisnost. Torej, to velja za samske ali za vezane, to lahko velja za vas ali za vašega partnerja. Torej, lahko pomeni, da se tolažite s hrano, alkoholom, da ne vidite neke svetle točke za naprej. Tudi karte kažejo, da je problem, ker se ne ozrete okoli sebe, ker lahko obstaja neka oseba, ki bi vam bila všeč, če bi ji mogoče posvetili več priložnosti, več možnosti, da se izrazi. Tudi to je pri vas problem. Torej, za letošnjo leto vam kaže, da boste še precej v nekih težavnih okoliščinah, torej leto 2024 vam prinaša nažalost veliko nejasnosti, lahko tudi konfliktov, zaporočene, prinaša, bom rekla, kar precej težav v ljubezenskih razmerjih. Torej, precej težav v ljubezenskih razmerjih, torej medeni tedni so minili, zdaj je prišla kruta realnost, to je zdaj v bistvu neke vrste razlaga, torej lahko bi bili tudi stisnjeni v razmerju,
torej da dejansko boste imeli občutek, da vam partner res ne da tistega, kar potrebujete. Tukaj bi lahko tudi bile kakšne laži prisotne, kakšne prevare, torej bodite zelo, zelo previdni. Poleg tega vam pa svetujem, da ste iskreni do sebe, torej kaj vi želite, kaj hočete in da izbirate modro. Vam pa kaže, torej v letu 2024 na začetku leta vam kaže torej veliko težav, ovir, problemov in da ne boste zadovoljni, kasneje vas pa čaka prerod vaše veze, če boste iskreni do samega sebe in do partnerja, torej da mu boste povedali, tole mi ni všeč pri tebi, dajva se pogovoriti, lahko boste poiskali tudi kakšno pomoč v zvezi z partnerstvom, lahko boste šli na kakšno svetovanje, tako da to bi vam tudi svetovala. Ampak torej neke stvari bodo pa nejasne, torej partner je zelo skrivnosten do vas. Torej vas ima rad, strast je, to govorim zdaj zavezane, ampak je pa problem, ker, torej kot sem že prej rekla, vam ne pove vsega. Torej, in boste tudi v letu 2024 še vedno malo v temi. Torej ne boste točno vedeli, kje ste. Tako da vam svetujem odkritost in vam svetujem tudi, da zahtevate, da je vaš partner tudi odkrit do vas malo bolj. Ker tukaj kaže, da v letu 2024 partner mogoče ne bo izpolnil vseh pričakovanj, ki jih želite, tudi lahko pomeni, da imate neko konkurenco. Bodite previdni tudi glede tega. Ampak, če se boste odkrito pogovorili, če boste torej, zahtevali od partnerja jasnost, vam kaže, da bi se tukaj lahko, torej zavezane, ponovno vzbudila strast v vašem razmerju. Medtem ko tisti, ki niste vezani, vam pa kaže, da boste nekako upravili s preteklostjo, da boste počistili z ljudmi in na koncu ne boste izbrali ljudi, ki vam ne dajo jasne odgovore, da boste tudi od njih zahtevali torej neko jasnost in da potem torej spoznate nekoga, ki pa bo v vas budil strast. Ampak torej pri vas se pojavlja to, da mogoče vstopate v razmerja, kjer ni točno določeno, kdo pije, kdo plača, torej, oziroma kakšno je to razmerje. Zato vam svetujem, da zahtevate od osebe, s katero boste vstopili v razmerje, več jasnosti. Torej, da vam oseba pove, kaj želi. No, zdaj pa dajmo pogledati še vaše torej, področje kariere. Drugače ste pa kot oseba zelo ljubeči. Zelo ljubeči, dajete več, kot dobivate in zato ste tudi nezadovoljni, ker verjetno date več in potem se seveda hitro pojavi to neenakomerno dajanje in sprejemanje. Kjer date več, dobite pa premalo. Pa ljudje tudi niso odkriti do vas. Tako da tisti, ki ste samski, pazite, da ne boste se spet zapletli z nekom, ki ne bo popolnoma odkrit do vas, vam bo nekaj skrivo, torej zahtevajte jasnost. In jo boste tudi dobili, če jo boste zahtevali. No, zdaj pa poglejmo kariero. Kariero, kaj pa vam kaže na področju kariere? Kaj pa prvi skupini kaže na področju kariere? Na področju kariere se boste pa precej premaknili naprej. Lahko, da boste začeli nek nov načrt, dobili boste novo motivacijo, lahko boste tudi spremenili službo. Torej, v preteklosti ste bili neki kar precej razočarani. Sicer neke stvari ste dobro speljali, lahko, da ste že spremenili službo, delovno okolje, se preselili, ampak je bilo tukaj, torej ste v preselitvi, s to spremembo je bilo povezano neko razočaranje. Drugače ste kar stabilni v službi ali pa če imate svoj posel. Zdaj pa trenutno kaže, da bo torej vstop v leto 2024 za vas zelo velik premik. Zelo se boste premaknili, torej lahko bi šli v nek nov projekt, lahko bi pa tudi seveda v tej službi, kjer ste začeli na novo ali pa v svojem poslu se lotili nekih novih stvari. Zelo vam bo pomagalo, da boste diplomatski v tem. Tudi se vidi, da ste določene strahove spustili, določene blokade se bodo umaknile in se boste premaknili. Samo pri vas bo problem, ker boste še vedno mogoče preveč govorili, premalo naredili. To se morate celo leto paziti. Torej v tem letu 2024 vas čaka en zelo dober dogovor v službi, čaka vas večje napredovanje, priznanje. Zdaj tisti, ki imate svoj posel, ste na socialnih omrežjih, vas čaka precej večja prepoznavnost, kot je bila do zdaj. Razširili boste krog ljudi, krog strank, želje se vam bojo uresničile. Poslušajte svojo intuicijo. Torej, intuicija je tista, ki vam lahko prinese uspeh.
Edino, kar je pri vas problem, je torej ta pretekla razočaranost, to morate izpustiti nekako. In pa problem je tudi, torej, da mogoče včasih preveč govorite, premalo naredite. Torej, pazite, kje zgubljate energijo z preveč govorjenjem in premalo akcije. Drugače vam kaže, da boste torej zato, ker boste prišli na področje večje prepoznavnosti, kjer bi bili lahko bolj zaželjeni kot torej vas bojo mogoče več vabili, torej in boste imeli več dela, da bi se lahko pojavila tudi nevoščljivost strani nekaterih ljudi, zato bodite posebej previdni. Torej vas pa čaka res neko veliko napredovanje, neka prepoznavnost, tudi vas čakajo neke diplome, priznanja, torej za študente, če ste mogoče študent, če še ne delate, potem pomeni, da boste uspešno zaključili določene stvari. Pazite se pa nekih igric, manipulacije strani določenih oseb, ki so vam malo nevoščljivi. No, zdaj pa poglejmo še zdravje. Za zdravje bom vrgla samo 3 karte. Torej, pazite se bolečin v hrbtu, v križu. Tukaj bi lahko imeli torej bolečine na celem hrbtnem predelu. Lahko bi imeli tudi kakšen manjši poseg. Ta poseg bo se uspešno končal. Vam pa kaže, da boste nekaj denarja morali nameniti tudi za zdravljenje, mogoče za zdravila, za neko dodatno zdravljenje, ampak bo to zelo uspešno. Tako da, če ste mogoče v dilemi, bi vam svetovala, da to riskirate ta denar. Drugače se pa pazite, ker boste zelo nemirni in boste, torej lahko vas bo mučila kakšna nespečnost zaradi tega nemira. Oziroma vam nemir povzroči te bolečine v mišicah, bolečine v križu. Zelo boste celo leto pazili tudi na dieto, lahko bi spremenili prehrano v tem času. Tudi pritisk bi vam lahko nagajal. Drugače pa na splošno, ker imate stabilno zdravje, torej ni ne vem kaj. No, zdaj pa še poglejmo, kaj vam za leto 2024 pravijo angeli. Kaj vam pravijo angeli? V ljubezni, torej povejte svojo resnico. Svetuje se vam, da ste bolj pozorni do ljudi. In na ta način boste tudi ugotovili, kdo je samo tisti, ki jemlje, kdo je pa tudi tisti, ki je pripravljen vam dati nekaj več. In pustite preteklost. No, to sem vam že prej povedala. Torej, pustite preteklost. Torej, to, kar vas je v preteklosti prizadelo, zato, da boste seveda lahko, bom rekla, šli z odprtim srcem naprej. Ker če preteklosti ne razčistimo, imamo zaprto srce, potem zelo težko spoznamo nekega dobrega partnerja. Torej, v poslu boste imeli pomočnike, z nekom vam kaže res dobro sodelovanje, ki vas bo zelo navdihovalo, bo zelo dobro sodelovanje. Sprejmite to osebo, tega človeka, vam bo lažje, ker vam bo zelo pomagala v poslu. Drugače pa glede zdravja, torej vam kaže, da pazite nase, večkrat si odpočite, pojdite v naravo, sproščajte se. Drugače pa to bo za vas leto torej odnosov, uravnovešanja odnosov. Torej tisti, ki ste poročeni, boste precej delali na svojem zakonu. Finančno vam kaže tudi kar v redu. Določene stvari boste pa morali spustiti iz vašega življenja. Torej, finančno vam drugače kaže kar stabilno, torej vam kaže več prihodkov, več materialnih sredstev, tudi če je bila mogoče kakšna težja situacija, bo torej ta situacija lažja. Pa tudi tukaj se vam svetuje, da ne govorite toliko, ampak da bolj se usedete pa naredite neko akcijo, kar se tiče teh financ. Posebej, če ste nek podjetnik, torej če delate sami. Če ste pa v službi, vam pa kar kažejo finance precej stabilno. No, zdaj pa še poglejmo za konec moje karte Rozeta in pa mistični Kiper. Kaj pa moje karte, ki so pa take malo nemerne. Kaj pa te karte pravijo? Tale hoče ven. Torej, določene ljudi boste morali spustiti iz svojega življenja.
pač in določene stvari, tisti, ki ste vezani, določene stvari pozabiti, pustiti za sabo. Celo leto se boste uravnovešali, usmerili se boste v nove stvari. Tisti, ki ste vezani, boste mogoče delali tudi več na nekem osamosvajanju, da boste začeli delati stvari, ki mogoče so vam blizu in mogoče ne boste toliko vezani na partnerja, kot ste bili v preteklosti. Samski pa tudi mogoče boste sicer imeli možnost poznati več ljudi, ampak ne bi pa zdaj rekla, da bi pa zdaj prav se vam pojavlja neka nova veza, možnosti za veza, neka nova strast, ampak bo bolj kot ne ostalo na nekem razmerju, torej na nekem prijateljstvu, ne pa, da bi bilo neko resno razmerje. Kaj pa mistični Kiper pravi za prvo skupino? Leto 2024, kakšno energijo vam nosi? Torej, delali boste na sebi, torej, zelo se boste premaknili naprej, kot sem že prej povedala, posebej v poslu, lahko bi tudi v zvezi s poslom kam potovali, tako na splošno vam kaže neko potovanje, prej smo videli, da je to v zvezi z poslom. Drugače boste pa bolj kot ne tako poročeni kot samski, bolj kot ne torej skakali iz enega položaja v drugega, malo nazaj, malo naprej. Torej bi lahko rekla, da bo leto podobno, kot je bilo leto 2023, ampak razliko, torej leta 2023 mogoče niste tako jasno postavljali pravila, kot jih boste postavljali zdaj. Tudi bolj se boste posvetili sebi in bolj boste začeli delati tisto, kar je za vas dobro. Tako da določeni ljudje bodo odpadli. Torej, bodite pa odkriti do sebe, torej to pa karte vse skozi kažejo. Finančno vam kaže v redu, tudi glede posla, napredovanje, sodelovanje, ampak torej, ne razmišljajte o tem, kako nečesa ne zmorete, ampak pojdite v akcijo. No, to je bilo za prvo skupino vse, zdaj pa kar nadaljujemo z drugo. No, zdaj pa začnimo kar z drugo skupino, tisti, ki ste izbrali tale temen kamenček in pa tarot Rider-Waite tarot. No, kaj pa vam nosi to leto, torej druga skupina, pa bomo najprej pogledali ljubezen. Kaj pa vam nosi, karte kar padajo že ven, pa jih bomo kar noter dali, ki jih je preveč. No, kaj pa vam prinaša letošnjo leto, torej druga skupina. So pa kar močne karte za drugo skupino. Torej, vam pa torej se dokončno bo neka stvar zaključila, torej ali ste bili ujeti med dvema osebama ali pa v neko čudno situacijo, ko ste imeli neko osebo, ki bi, ne bi in to boste zaključili. Torej ste precej utrujeni že od tega. To se seveda vleče tudi zdaj v sedanjost. Kaže vam, da boste stvari razmislili, da vam bo zdaj bolj jasno, kaj hočete. S to osebo ste se precej trudili. Torej, ali je bila neka situacija, ko je oseba bi, ne bi, ali so bile pa dve osebe. Torej, ko ste se vi odločili med eno ali drugo osebo. Možno je eno ali drugo, ste pa od tega že zelo utrujeni, tako da vam svetujem, da to harmonizirate. Torej, leto 2024 bo leto harmonizacije in uravnovešanja in imeli bomo večjo sposobnost, da sprejmemo neko res trdno odločitev in vaša odločitev bo, da to ne boste več želeli nadaljevati. Ker zdaj še vedno vlagate nek trud, ste pa zdaj mečkano mogoče čustva začeli puščati na stran, ste začeli malo bolj razumsko gledati, ali je ta oseba v redu za vas ali ne. Če je pa to med dvema osebama, pomeni, da ste pa tudi začeli torej, razmišljati, katera oseba vam nudi več, katera oseba vam nudi manj. Kaže drugače, torej, da boste te stvari zelo uspešno zaključili, da ste že se na stvari nekako umirile. Torej, če se med dvema osebama odločate, potem boste šli k tisti, ki vam bo ponudila več resnosti v razmerju.
Če je pa to velja za osebo, ki bi ne bi, potem pa prav tako pomeni, da ste z njo nekako boste sprejeli nek dogovor. Ampak jaz bi vam svetovala, da s to osebo bolj kot ne zaključite, zato ker kaže, da se bo ta oseba tudi v letu 2024 še vedno ponavljala. Mislim, ponavljala, dobra oseba, to sem malo čudno povedala, ampak da bo oseba še vedno vstopala v vaše življenje, torej da se to nadaljuje, torej to ni še konec, vam pa sproža precejšnje konflikte, torej zelo boste v sebi konfliktni, ker ne boste vedeli, kaj narediti, lahko pa tudi pomeni, da boste s to osebo imeli kar konkreten konflikt na ven. In v bistvu boste ujeti v neko situacijo. Zdaj to lahko velja tako za vezane, torej če ste v zakonu, pa je ta vaša oseba mogoče se od vas oddaljila, pa ste nekako začutili že, da je konec s to osebo, ker se je premišljala, bi bila z vami, ne bi bila. In se zdaj zelo trudite, ampak to osebo več tako čustveno ne doživljate. S to osebo boste torej vezani, v prihodnosti se veza ne konča, ampak se nadaljuje, ampak bojo še prisotni precejšnji konflikti in vi boste ujeti v neko situacijo. Torej konflikti bodo v vas, v tej osebi vaši in lahko pa konkretni konflikti, prepiri. In to bo neke vrste ujetost. Za vas, torej samskim, pa pomeni, da se neka oseba torej premišlja, bi, ne bi, vam ne da neke zagotovila za neko resno razmerje. Bi pa ne bi, a ne? Torej ta oseba je zelo tako, bi resno razmerje, pa ne bi, ker so se dve karte pojavile, torej štirica palic, ki zagotavlja resno razmerje in smrt in pa sedmica torej diskov, ki pa v bistvu kaže na to, da oseba ne ve, kaj bi, a ne? Tako da to je ena taka zapletena situacija. Bolj kot ne boste pa še v letu 2024 samski, ker boste morali s tole osebo do konca urediti. To velja tako za tiste, ki ste dalj cajta vezani na to osebo, ki ste mogoče poročeni z njo, ali pa za samske, ki v bistvu imate neko osebo v vašem življenju, ampak ne morete reči, da ste vezani na njo. No? Mislim, taka malo čudna situacija je. Ne? Okay. Bomo pa še pogledali. Torej, dajmo pogledati še za vaš posel. Kaj vam pa v poslu kaže? Poglejmo, kaj pa v poslu kaže. V poslu vam pa kažejo prihodki, torej zelo uspešni boste, torej prihodki se vam bojo precej povečali. Kaže vam sicer neka skrb, torej da imate precejšnje skrbi, ste tudi imeli v preteklosti, lahko ste bili nespeči, ste precej skušali stvari uravnovešati, se dogovarjati, precej ste razmišljali o denarju, ampak denar vam priteka in vam tudi še bo pritekal. Torej vam bo pritekal v tej smeri, da boste dosti neodvisni. Je pa res, da boste tudi glede tega denarja lahko doživeli en šok. Zdaj sicer konkretno ne kaže, mogoče boste šli na svoje, pa bo to za vas taka velika sprememba, da vas bo mečkan zatresla. To pomeni, da bi lahko spremenili službo na hitro, pa šli na svoje, lahko bi odprli svoje SP, lahko bi, ker vas bo nekaj zatreslo, ne, karta trdnjave se je pokazala. Karta trdnjave pomeni, da se stare stvari razrušijo in se pojavijo nove. Ampak za vas to ne kaže, da bi bilo slabo. Morate pa za leto 2024 narediti dober načrt, ker preveč stvari govorite in ne naredite vsega. Boste imeli delo, boste plačani, torej boste zaslužili, ker vam kaže obremenitev, torej dela bo dovolj, ampak vi imate neke svoje načrte, ki jih mogoče o njih govorite, ne jih pa naredite. Imate pa v rokah vse orodje, torej ste zelo, zelo sposobna oseba. V letu 2024 vas čaka tudi ena zelo, zelo zanimiva ponudba. Posel bo stabilen, ampak kaže vam tudi, da boste tehtali, kaj bi vi počeli, ali bi to. Lahko boste tudi zelo pomembna dva projekta, ki se jih boste lotili, tako da, ja, zanimivo. No, zdaj pa, če pogledamo še vaše zdravje. Zdravje je drugače kar stabilno, pazite dvojne organe, ledvice, pljuča, drugače pa tudi organe, ki so povezane z vodo, torej tudi prav tako, torej mehur, tekočine v telesu, drugače ste kar v redu, imate kar v redu zdravje, torej ni, da bi zdaj rekla, mogoče se malo zaprtost tudi mogoče na trenutke, drugače pa ne.
Mislim, drugače pa ni nobenega takega težjega problema, zdravje bo kar stabilno. Paziti morate tudi glavo, srce, prsni koš, drugače pa zdravje pri vas ne kaže nekega hujšega problema. No, pa da pogledamo, kaj pravijo moje karte Rozeta. Najprej bomo za ljubezen še malo pogledali, da vidimo, kaj pravijo. Veliko komunikacije v ljubezni, ampak imate opravka z eno osebo, ki sama sebe ščiti in pri tej osebi je vidna neka sprememba. To pomeni, on se bo spremenil, boste se pa tudi vi. Ne verjamite preveč tej osebi, vas bo zapaljevala, lahko ta oseba živi v iluzijah, lahko vi. Tukaj imate tudi eno tretjo osebo, tukaj, ki se lahko vtika v ta odnos. Lahko pa tudi pomeni, da bo vam neka tretja oseba močnejša pomagala. Torej, nažalost, vezani ali samski imate opravka z osebo, ki še ni dorasla. Ampak zaupajte, da bo dobro, no? Stvari se bojo premaknile. Torej, dajmo pogledati še posel. Posel vam kaže res dobro, ste zelo sposobna oseba, usmerili se boste, finance bojo v redu, delali boste, zanimivo, delali boste lahko kakšne okultne stvari, kakšno psihoterapijo, kakšno karte, če vas zanimajo, astrologijo, ne? Čarovnica se je pojavila, to so posebni, nenavadni poklici, lahko tudi kemija, farmacija vas mogoče zanima, medicina, zdravljenje, imate pa, zelo ste talentirani. In tisto, kar se usmerite, imate tudi strast v poslu. No, poleg tega pa poglejmo še torej, zdravje, eno karto. Zdravje je kar stabilno, pazite križ, hrbet, bolečine v hrbtu. Zobe in da ne bi prišlo do kakšnih vnetij. No, zdaj pa poglejmo še angelčki, kaj nam sporočajo. Kaj vam sporočajo za letošnje leto angeli? Torej, ne sklepajte slabih kompromisov, ne v poslu, ne v ljubezni. Torej, tudi za vas kaže, da se boste lotili neke diete, da boste predvsem hoteli zdravo jesti, veliko boste šli v naravo, ampak torej, nobenih slabih kompromisov in tudi ne dajajte preveč, ker potem ne dobite nazaj. Ste zelo radodarna oseba, veliko dajete, manj dobivate. Za vas, torej za leto 2024 boste dobili močen uvid, kaj je za vas dobro. In verjetno vas čaka samostojna poslovna pot ali sprememba službe, kjer boste bolj samostojni in ste zaščiteni, torej se ne rabite biti, našli boste rešitve. Tako v ljubezni, kot tudi v poslovnem življenju in tudi pri zdravju. Torej vam kaže zelo v redu. Ampak ne sprejmete slabih kompromisov. Torej, če vidite, da oseba ni odločna, čaka vas sreča na splošno, čaka vas zadovoljstvo, samo določene osebe, ki niso za vas, jih pač torej odrežite torej vašo pozornost. Zdaj je bila preveč ste razmišljali do zdaj o določenih osebah, ki za vas niso v redu. No, tako. Pa ne svetuje se vam, da bežite pred težavami, včasih bi se kar skril kakšen nojček. Poslovno vam pa kaže zelo dobro, tako da nek nov projekt, zelo dober, finančno uspešen. Tako da. Na splošno druga skupinica, zelo dobro. No, zdaj smo pa že pri tretji skupini, tisti, ki ste izbrali tale kamniti kamenček, kaj pa vas čaka. V letu 2024, torej najprej bomo pogledali, karte že vam padajo, pa dobro, dajmo jih ven, če se tako silijo. Kaj pa se to dogaja? V redu, torej ljubezen. Ljubezen, torej za tretjo skupino. Kaj pa vam kaže v ljubezni? Tretja skupina. Tale tarot je drugače meni zelo ljub, ker so zelo, zelo lepe slike. Egipčanski secesijski tarot, zelo, zelo lep. No, pa poglejmo, torej tretja skupina, kaj pa vam kaže? Vi imate pa zelo zanimivo situacijo, torej v preteklosti in trenutno ste se že vezani in samski spopadali z nekimi težjimi okoliščinami v ljubezni, torej ali imate opravka z osebo, ki ima nekako obrambno stališče,
ki se brani pred vami, torej če ste samski, ste verjetno se zapletli v nek odnos, kjer se oseba nekako vas brani. Tukaj sicer ne kaže, da bi oseba želela odnos prekiniti, ampak mogoče oseba želi biti več sama, želi mogoče delati kaj sama, lahko pa to tudi pomeni, da se je oseba borila za vas ali ste se vi borili za osebo. Tudi to lahko pomeni. Ampak kaže neko težjo situacijo in ste se kar nekako vdali v okoliščine, vdali ste se v usodo. Zdaj kaže vam, da ta oseba bolj kot ne hoče, da stvari nekako delujejo po njenem principu. Zdaj zelo spoštujete to osebo, tudi ona vas bi lahko rekla, ampak tukaj gre za neko obrambno stališče. Mogoče ima oseba drugačen vrednostni sistem kot vi. Drugače, ta oseba je tudi skrivnostna do vas, torej ne glede na to, ali ste vezani ali poročeni, torej oseba, kot sem rekla, se brani ali je pa branila vas, lahko je imela drugačen vrednostni sistem, predvsem je pa za to osebo značilno, da ima neka svoja pravila, ki želi ali vam vsiliti ali pač hoče pod vso silo imeti prav, in kaže tudi, da je ta oseba skrivnostna, da vam v bistvu ne pove stvari oziroma vi točno ne veste trenutno, na čem ste. Torej, nažalost vam v prihodnosti kaže neko razočaranje v zvezi s to osebo. Torej, oseba je taka, da se obrača v tisto smer, kamor je za njo dobro, torej ima neka svoja pravila, neke svoje načine delovanja, ki jih skuša vsiliti tudi vam. Torej, oseba lahko zelo avtoritativna in seveda pač nekako mogoče tudi hladna in bo taka tudi naprej in zato boste malo razočarani in predvsem boste želeli se osamosvojiti, nekateri boste začeli delati na tem, če ste vezani, če ste poročeni, da bi mogoče šli celo stran od te osebe, ali pa da boste bolj samostojni, torej da boste delali bolj stvari, ki vas veselijo, bolj boste dali sebe v ospredje. Zanimivo, da se je to že pri prvi in drugi skupini pokazalo, torej da bo naslednje leto 2024 torej leto, ko bojo ljudje izrazito želeli delati tisto, kar je za njih dobro, ko se bojo nekako čustveno umikali, ne? Sicer pa je to izziv tega leta, torej čustven umik od drugih oseb in to tudi vam kaže, da boste se nekako umaknili. Torej, če ste vezani ali pa če ste samski, pa tudi ne boste potem želeli imeti opravka z nekimi ljudmi, ki postavljajo neka svoja pravila in ste potem z njimi, potem se vas pa branijo ali vas pa ali pa se ne odgovarjajo na telefonske klice ali pa na maile ali pa kaj podobnega. Ne? Ker tukaj kaže, da ste zelo v temi in da vam to ne bo več odgovarjalo, da boste tudi še v letu 2024 razočarani, ampak da boste začeli več delati na sebi, torej na svoji samostojnosti. Tudi boste začeli bolj raziskovati sebe, svojo notranjost, tako da bi se lahko lotili kakšne meditacije, povezanega dihanja. Če se želite to naučiti, lahko to pridete tudi k meni, jaz tudi to učim. No, zdaj pa dajmo pogledati za vas, kaj vam pa kaže v poslu, karieri in financah. Torej, posel vam pa kaže malo bolje, zelo boste delovni, zelo natančni, paziti se morate, da ne boste preveč natančni, boste zelo disciplinirani, uspešni, tudi finančno vam kaže zelo dobro. Že v preteklosti ste začeli neko sodelovanje, ki je bilo na začetku kar dobro, zdaj pa mogoče se stvari ne grejo v tisto smer, v katero bi vi želeli, ali mogoče vi dvomite, bežite v te osebe, ali pa ta oseba mogoče določenih stvari ni mogla ali pa ne more izpolniti na poslovnem področju, tako kot je obljubila. Tudi, če se to dogaja, torej ne smete lagati sebi. Lahko ste pa tudi vi deležni torej pri tem poslovnem sodelovanju kakšnih laži, tako da bodite previdni. Torej, napredovali boste v službi, boste zelo, zelo delovni, samo se v letu 2024 učinki še ne bojo tako poznali, kakor bi vi želeli. Boste pa bolj prepoznavni. Zdaj, tisti, ki ste na kakšnih socialnih omrežjih, bi lahko tudi bili malo bolj slavni. Čaka vas uspeh, velik uspeh v poslovnem smislu, finance bojo dobre, čakajo vas novi projekti. Mogoče pri teh projektih boste morali narediti še načrt, kako se jih boste lotili, poslušajte intuicijo. Ste pa zelo sposobni in boste v prihodnosti uspešni, samo mogoče se v letu 2024 še ne bo tako uspeh poznal, kot bi mogoče vi želeli. Ampak drugače vam kaže zelo dobro, pa bodite odkriti do sebe. Kaj pa zdravje? Torej, utrujeni ste,
Drugače na zdravju vam kaže kar dobro, nov začetek, sprememba prehrane, uravnovešanje zdravja, drugače pa kar dobro in stabilno zdravje, torej ne kaže, da bi bilo ne vem kaj narobe, da bi se ne vem kaj dogajalo, je kar stabilno. No, zdaj pa poglejmo za tretjo skupino še iz mojih kart Rozeta. Torej, v ljubezni so neka težka pogajanja, torej imate opravka z osebo, jaz imam prav in se ne motim. Torej, oseba vam hoče vsiljevati neke stvari in če se želite vi kaj pač sebi uresničiti, se morate pogajati, ampak se bojo zadeve tudi spremenile na boljše, če se boste s to osebo pogovorili, če jo boste skušali razumeti, je pa res, da bojo tudi konflikti v zvezi z to osebo, tako da oseba bo kar vztrajala. Vi boste se pa potem malo osamosvojili. Torej, vam poslu vam kaže nek zagon novega projekta, ki je še v povojih. Pazite se, tukaj bi se znal bo želel se nekdo pridružiti, ta oseba ne bo najboljša, lahko bi vam tudi kakšno poslovno idejo kdo ukradel, tako da bodite tukaj tudi zelo previdni in tudi ne navezujte se preveč na druge ljudi, kar se tiče posla. Pazite kosti, sklepe, zobe, uravnovešajte svoje zdravje, pazite tudi kolena. Tudi kolena bi bila lahko. No, kaj pa pravijo angeli? Kaj pravijo angeli? Kaj pravijo angeli? Torej v ljubezni, drugače boste kar nekako našli skupni jezik za osebo, s katero ste. Kaže pa, da se boste tudi precej posvetili sebi in da bo se potem tudi razmerje izboljšalo. Ker pač poslušajte sebe. Torej, na poslu vam kaže, da ne bodite toliko zaskrbljeni. Tukaj imate tudi v letu 2024 povezavo z eno zelo pomembno živalco, torej z hišnim ljubljenčkom, ki vam tudi prinaša sporočila. Zdravje, torej pazite tudi področje trebuha, prej sem rekla tudi kosti. Drugače pa vam kar v zdravju kaže kar v redu. In pa nekaj se boste odločili v naslednjem letu. Eno pomembno odločitev boste sprejeli in se precej osamosvojili. No, kaj vam pa še tele karte pravijo? Torej, zagotovo začenjate nek nov projekt, ki bo tudi finančno uspešen. Je še v povojih, boste morali narediti načrt, ampak bo v redu. Pazite se ljudi, ki bi vam želeli ta načrt, to idejo speljati ali pa se od nje okoristiti. Spet vam to kaže, torej isto. Malo boste morali biti bolj, bom rekla, diplomatski. Drugače vam pa kaže, torej letošnje leto kar v redu, torej če boste upoštevali, kar sem rekla, torej, da se boste posvetili sebi, svoji notranjosti, torej vedno se morate zavedati, da moramo mi spreminjati sebe od znotraj in ko sebe spremenijo od znotraj, se tudi stvari na ven spremenijo. No, to je za tretjo skupino vse. No, zdaj smo pa že pri četrti skupini, tisti, ki ste izbrali tale temen, pisan, tako neke srednje barve, zelena, srednja barva, ker so vsi bolj zeleni. Pomeni, da delamo na ljubezni. Srce ima zeleno barvo, torej srčna čakra. Tisti, ki imajo v svoji auri zeleno, želijo delati dobro in so zelo sočutni. Zeleno barvo imajo tudi živali. Čudovito zeleno barvo, jaz tudi auro vidim. V redu, zdaj smo pa še pri četrti skupini in pri Kozmik Tarotu. Kaj pa vam kaže v letošnjem letu 2024? Kakšne bojo pa pri vas energije? Pa bomo najprej pogledali ljubezen. No, četrta skupina, kaj pa njim kaže v ljubezni? Četrta skupina, ljubezen. Kaj pa vam kaže? Vi se pa zelo sekirate zaradi ene ljubezenske situacije, ste zelo razočarani. V preteklosti ste zelo nihali z eno osebo, ki je bila kar precej avtoritativna in hotela, da je vse tako, kot si je ona zamislila, torej da grejo stvari
da se stvari obračajo v tisto smer, kakor ta oseba želi, lahko ste bili pa tudi vi taki. Tudi to je lahko, torej, ampak vam torej kaže precej nihanja v ljubezenskem življenju, kaže vam tudi neka ljubezenska ponudba od ene osebe, ki vam je zelo, zelo všeč, ampak zdaj ne veste, ali bi bili z njo ali ne. Torej, za samske to pomeni, da bi bilo lahko to kakšno neprimerno razmerje. Ne? Zdaj ne vem, ali je mogoče to povezano s službo, kakšnim projektom, kjer delate, torej lahko bi bilo to povezano z delom, ali pa je mogoče to neko razmerje, ko vi čutite, da ni najbolj primerno, mogoče taka razlika v letih, mogoče je kakšna razlika v načinu razmišljanja, mogoče je to pogojeno z vero, ne vem, neko pač razmerje, ki se vam ne zdi vam ali pa tej osebi, ne, da bi bilo v redu in za vas zato zelo, zelo skrbi. Je pa med vami in to osebo kar precejšna privlačnost, ste že utrujeni od tega, to je za vas zelo, zelo velika obremenitev, tudi zaradi tega sklepam, da bi bilo lahko tudi kakšno izvenzakonsko razmerje. Torej, če ste poročeni, potem se verjetno ozirate malo naokrog, ne? Ali pa ste se že zapletli v neko, bom rekla, v razmerje izven zakona, ni nujno, no, lahko imate tudi z možem tako dinamiko, da gre nekam gor pa dol, pa da je mogoče vaš mož, žena se od vas umaknil, pa vas zelo skrbi, pa do njega čutite tako privlačnost. Mogoče, da ima tu on kakšno razmerje, ne? To je pa zdaj mogoče, ker je splošno gledanje malo težko določiti, ampak nekaj se tukaj dogaja. In tudi v prihodnosti, torej v letu 2024, torej vam kaže, da če imate torej vezani, torej, da ste v zakonu poročeni neko izvenzakonsko razmerje, boste to verjetno zaključili. To pač bo zelo težko se nadaljevalo. Če imate tako dinamiko za vašo osebo, se bo tudi ta dinamika končala. Ker v bistvu ta dinamika ni dobra za vas. To bi šlo lahko tudi kakšne nezdrave vzorce delovanja v vezi, lahko prevelika posesivnost, navezanost, lahko velika ljubosumnost. Ne, če ste poročeni, mogoče je mož na vas ljubosumen, mogoče ste vi tako ljubosumni. Tukaj gre za neke igrice moči in to se bo v letu 2024 še nadaljevalo, ampak se bo potem tudi zaključilo. Gre tukaj lahko tudi za kakšno odvisnost, torej da ste vi ali pa ta vaša oseba odvisna, torej od česarkoli, hrane, pijače, alkohola, drog, ne vem, to je pač kaže tudi na neke odvisnosti in zaradi tega velike skrbi zaradi tega in veliko obremenitev. Je pa med vami in to osebo, na katero mislite, oziroma ali pa osebo, ki bo vstopila v vaše življenje, bo pa velika privlačnost. To pa ja, samo neke stvari, ki so bile do zdaj za vas nezdrave, problematične, se bojo v naslednjem letu končale. Sicer boste imeli tak slab občutek, boste imeli občutek zavrnjenosti, ampak jaz mislim, da bo to za vas dobro. Zato, ker zdaj ste bili precej razočarani, ste še naprej in boste tudi še naprej, če boste s tem nadaljevali. Ampak kaže tukaj na nek zaključek. No, pa dajmo pogledati, kaj se poslovno dogaja, ne? Da vidimo, če je tukaj s tem povezan. Sem pravi, težko je pač gledati, ker je splošno gledanje. Služba. V službi boste uspešni, ampak se vam v službi v odnosih dogajajo ene zadeve, tako da bi lahko sklepala, da se pač kaj dogaja, kakšna zadeva v službi tudi v zvezi z odnosi in kakšnimi skrivnimi razmerji. Ampak dobro, če čisto splošno pogledamo kariero in službo, ste bili že v preteklosti zadovoljni, ampak kaže, da ste imeli neko izbiro in da ste tudi na službenem področju doživeli nek šok. Torej, ali je bila to izguba službe, ali je bila to neka zamenjava, ali ste pa morali izberiti med nekimi možnostmi, ki za vas sploh niso bile dobre. Torej, to je izbira med dvema slabima možnostima. Torej, nek šok ste doživeli, lahko tudi na finančnem področju. Tako da stvari so se zelo spremenile. Trenutno želite do vsega kar nekako pobegniti, ampak to ne bo šlo. Vas pa nasplošno čaka uspeh, torej v tem, kar zdaj premagujete in boste še premagovali. Lahko tudi pomeni, da vas je ena konkurenca premagala, prehitela,
ampak to boste rešili v letu 2024, boste uspeli. Tudi mogoče ste si govorili, da česa ne boste zmogli, tudi to boste premagali in boste stvari, ki ste si jih zadali v službi, naredili, boste uspeli. Tudi če ste službo izgubili, boste dobili novo. Torej, ne glede na to, kaj se vam je zgodilo, boste to spremenili v uspeh. Lahko je bilo tudi kakšno veliko razočaranje, vi boste pa to izkoristili in spremenili v nekaj pozitivnega. Torej, lahko je tudi tukaj neka konkurenca, lahko ste bili v službi razočarani, drugi ljudje niso izpolnili vaših pričakovanj, na splošno služba in karijera ni izpolnila vaših pričakovanj. Torej, v prihodnosti se morate paziti tega, da ne stvari preveč govorite, imate neke načrte, ampak jih potem ne uresničite. Tudi se vam kaže v letu 2024, da boste precej utrujeni, tako da morate poskrbeti zase. Kaže vam tudi, da boste lahko začeli nek nov projekt, ki bo zelo uspešen. Iz preteklosti, torej izkušnje, ki jih boste imeli iz preteklosti, boste dobro naučili za naprej. Boste dobro izkoristili in tako lahko začeli nek nov projekt, ki pa bo za vas zelo uspešen. Ampak morate paziti na sebe, da ne bo preveč obremenjujoč. Ampak kaže pa vam, da ste v preteklosti in še doživljate neke slabe stvari, ampak to boste vi izkoristili v dobro. Samo ne smete preveč govoriti, morate se tudi lotiti stvari. Torej, izkušnje iz preteklosti vas bodo vodile naprej v pozitivnem smislu. Kaj pa zdravje? Torej, zdravje je kar stabilno, pazite organe, ki so povezane z vodo, mehur, ledvice, drugače pa zdravje kar v redu. Torej, na splošno boste kar zdravi, to vam ni treba se bati. Edino morate paziti, mogoče psihično boste malo obremenjeni, torej psiha vam bo malo nihala, pa lahko bi imeli občutek stisnjenosti, torej v prsih, drugače pa kar v redu. No, pa poglejmo še, kaj pravijo moje karte Rosetta. Kaj pravijo karte Rosetta? Torej, za ljubezen, torej, v ljubezni torej imate konkurenco. To pomeni, če ste vezani, bi lahko imeli konkurenco, ali pa vi torej imate nekoga tretjega. Torej, tukaj se pojavlja tretja oseba, tako kot sem že na začetku povedala. Do te osebe vas sicer veže velika strast, ampak jaz bi vam svetovala, da tukaj da razmislite, kaj je za vas najboljše. Kaže vam tudi v letu 2024, da se bo to bolj kot ne končalo. Drugače v poslu vam kaže nek nov projekt in da boste slabe izkušnje izkoristili za naprej, neko izdajo, neka težka situacija, ki se vam je zgodila. To boste spremenili v nek svoj projekt in uspešno nadaljevali naprej. Je pa res, da boste tudi še iskali samega sebe. Torej, in da se boste v poslu tudi še iskali, mogoče kaj bi radi delali, mogoče kaj bi bilo za vas v redu. Torej, pri zdravju se pazite kakšnih vnetij, želodca, tudi če imate kakšne zdravstvene težave, pojdite k zdravniku, ker se bi lahko pojavila kakšna taka skrita bolezen. No, pa poglejmo, kaj še pravijo angelčki. Kaj pravijo angelčki? Torej, vprašajte se res, kaj si želite v letu 2024. Tukaj se je pojavil tudi otrok, ali želite vi na novo začeti, ali če ste poročeni, ali imate neko razmerje drugo, so tukaj tudi otroci vključeni, kako bo z otroci, tudi to se morate vprašati, in se morate res vprašati, kaj želite in prosite za to, kar si želite, se vam bo to uresničilo. Torej, na poslu vam kaže postopen napredek in da poslušate sebe in svojo intuicijo. Drugače pa pri zdravju pa kaže obisk enega zdravnika, alternativnega zdravilca, boste šli na neko terapijo, ampak bo ta za vas zelo uspešna in pa stvari, ki so bile v preteklosti, je zelo dobro, da jih spustite, da se vam to ne bo na zdravju pokazalo. Tako da boste v redu, drugače verjemite, da bo vse dobro. No, kakšne so pa še za na konec energije, za četrto skupino? Kaj vam kaže v letu 2024?
Kaj vam kaže v letu? Torej, ja, kaže prekinitev neke situacije, ki vas je morila, ki vas je obremenjevala. Boste sicer žalostni zaradi tega, ampak bo to za vas v redu. Torej, to je v zvezi z nekim razmerjem. Lahko je to tudi poslovno sodelovanje. Mogoče je to poslovno sodelovanje, mogoče to ni osebno, sicer je prej pri ljubezni kazalo, da je to osebno, ampak lahko bi bilo tudi, torej lahko bi bilo poslovno ali pa povezano s poslom, torej da ste to osebo spoznali na poslu. Vam pa kaže v letu 2024 potem umiritev stvari, samski boste spoznali eno osebo, novo, to je verjetno bolj ob koncu leta, se energije malo spremenijo, tudi finančno boste malo na boljšem, tako da vam v redu kaže, no, za na konec. In pa zagotovo se boste lotili enega novega projekta. Torej, kot sem že prej povedala, torej vse izkušnje, slabe izkušnje, ki ste jih imeli, boste v prihodnosti izkoristili v dobro in jih lahko tudi unovčili. No, to je za četrto skupino vse. Želim vam lep dan in vas lepo pozdravljam.